Socialni teden je namenjen medgeneracijskemu sožitju, sodelovanju in mi smo, ko smo se pripravljali na ta dogodek, tudi zapisali, da o sodobnih tehnologijah v večini primerov učenci več vedo od svojih učiteljev. Kako pa lahko vseeno učitelji pri svojem pedagoškem poslanstvu oziroma delu prispevajo k varni uporabi teh medijev pri učencih in kaj se lahko obe generaciji pri tem naučita? Se pravi, kdo kdaj in kdo prejema pri tem. O tem bomo spregovorili z našimi današnjimi gosti. Hvala za vašo pripravljenost. Predstavljam pa bom na način, ki je mogoče malo povezan s sodobnimi tehnologijami oziroma z internetom, oziroma še bolj natančneje z Googlom, ker mislim, da večina vas kar pozna, današnje 3 goste, pa da bo malo bolj zanimivo. Jaz sem enostavno vtipkala imena, pa sem šla kar po vrsti, se pravi na moji levi, takoj tukaj zraven mene, sedi Klemen Jevnikar in sem vtipkala v Google Klemen Jevnikar in je vrgla prvih 5 zadetkov. Pa pogledajmo si to, kaj piše v Klemen Jevnikarju na Google. In sicer, Klemen Jevnikar ima profil na Facebooku, mladi bi rekli, da sploh obstaja. Drži. Kako aktiven je, sicer nisem preverjala, ampak to je bil prvi podatek. Potem drugi zadetek je bilo, da je Klemen v Picassi v spletnem albumu objavil fotografije iz Ljubljanskega maratona leta 2009. Drži? Za živo vodo. Drži. Naslednji podatek je, da je izvajalec seminarjev oziroma tečajev v okviru Društva katoliških pedagogov Slovenije. Natančneje Klemen vodi računalniške tečaje. Mislim, da zdaj že kar nekaj let, mislim, da vmes je bilo kakšno leto odmora, premora, ko smo čakali na novo računalniško učilnico. Si pa drugače tudi učitelj, si bil izvajalec računalniških tečajev še za jezuitsko združenje. Potem je Klemen tudi kontaktna oseba za NaturArt, pa še kaj drugega tam počne, je tudi zaposlen tam. In kot 5. zadetek za Klemena Jevnikarja, 5. zadetek pravi, da sodeluje oziroma je sodeloval tudi z objavami na blogu Zlata leta. Klemen je tudi po izobrazbi profesor matematike pa tehnike. Bi še kaj o sebi dodal, kar Google ni povedal o teh? Ja, prvo točko bi postavil pod vprašanje. Aha. Zato, ker mislim, da nisi ta prav našel. Ja, zato, ker mene se ne najde, pa sem na Facebooku. No, to je že zanimiv podatek. Ga boš tako potem pokomentiral. Pa ne, ostale potrdim. Hecno bi bilo, recimo, če bi bilo meni ime Janez Novak, no. Pa še en zadetek, da je porušen, da ima ta poluška kampanja. Tudi potrdim, ja. To je zadetek, ne vem, če obstaja na Google. Ne, čeprav sem danes podpisal soglasje, da bodo fotografije mojega otroka na spletni strani. To je malo v kontekstu. Potem na sredini sedi gospod magister Alojz Grahar. Če še za gospoda Alojzeta pogledamo, kaj piše, kaj o njem pravi Google. In sicer na prvem mestu, da na slovenskem izobraževalnem omrežju je objavljeno, da je gospod Lojze profesor matematike na Škofijski gimnaziji Vipava in pa asistent za matematiko na Univerzi v Novi Gorici. To verjetno drži. Drugi podatek govori o tem, je iz telefonskega imenika Slovenije, da prebiva v Ajdovščini. Tretji podatek, magistrsko nalogo ste delali o kolobarjih kvocijentov. To drži. Četrti, da uporabljate Twitter, ali ta podatek drži? Ne drži. Ste se pa kdaj prijavili? Verjetno. Aha. Ja. No. Ali pa slučajno, ne? Mogoče sem kipuska, ja. Ne, tako pa ne uporabljam. Potem je pa še 5. in sicer na forumu mladi.net je eden od dijakov, verjetno bivših, objavil, da med profesori na ŠGV-ju rula tudi Grahar. Čisto po domače. Se pravi, da ste med profesori prepoznavni oziroma da imate verjetno neko, da imajo dijaki v vas dobro mnenje.
bi še kaj dodali, ali pa potrdili, ali pa ovrgli? No, zdaj, to je pač mnenje dijakov, tudi mene povedal tako, ne? Tako da verjetno drži. Kar bi dodal podobno kot za mojega predhodnika, ne? Da imam družino, 3 ženo, 3 hčerke, starovimo Vajdoščini. In tudi preko teh osebnih, družinskih zadev premagujemo te izzive sodobne tehnologije. Zdaj smo spoznali 2 matematika, zdaj gremo pa še k 3. današnjemu gostu, to je pater magister Silvo Šinkovec. Mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati. Če bi pa kdo želel vseeno kaj več o njem, pa naj vtipka v Google in prvi zadetek bo osebna stran patra Silva. Tam je res veliko podatkov. Zadnja objava je pa bila molitev za domovino. Se pravi, bo treba malo posodobiti. Oziroma molitev za domovino še bo. Bila je pa zdaj v septembru. Drugi zadetek pravi o patru Silvu, da je dobitnik priznanja Andragoškega centra Slovenije leta 2005. Tretji zadetek vrže ven spletno stran Jezuiti v Sloveniji. Verjetno tudi to ni treba posebej pokomentirati. Četrti, da ga najdemo na seznamu spletne strani predavatelji.net, da je iskan predavatelj, mislim, da eden bolj iskanih, saj na tej spletni strani. Je pa tudi, verjetno ga večina pozna kot izvajalca seminarjev, saj v okviru društva, pa še kje drugi in še kaj drugega vodi. In pa 5. Odkrimo zaklad, ki je v nas, to je pa naslov prispevka Urške Krišelj-Gruber, publicistke, ki pa tudi govori o tem, o patru Silvu in o njegovih pogledih. Na to... To je Nedeljo. Kako? To je bilo v Nedeljo. Ne piše, kater časopis, ampak samo v bistvu samo prispevek gospe Urške. Kakšen komentar na to predstavitev? Vse drži, najbrž. Aha. Vse prepoznam. Zadetkov je bilo še več, ampak zanimivo pa je, da za vse 3, potem sem sicer hitro popravila, za vse 3 velja, da so predstavniki, oziroma so bili predstavniki organov tudi Društva katoliških pedagogov Slovenije. Klemen je bil nekaj časa član strokovnega sveta, gospod Lojze je član nadzornega odbora, pater Silva pa upravnega odbora, pa tudi kot predsednik strokovnega sveta. Tako da to je pa tista skupna povezovalna točka, verjetno vseh 3. Klemen je na začetku omenil, da verjetno prvi podatek za njega ne drži. Jaz ga res nisem preverjala, ampak Klemen, kaj se ti zdi, na kakšen način pa lahko mi vplivamo na to, kaj je objavljeno o nas, oziroma katere so tiste zdrave vedenjske navade na internetu, ki naj bi jih upoštevali. Se pravi, ne glede na to, koliko smo stari, s čim se ukvarjamo, kako naj se vedemo za to, da bomo v bistvu, da bodo naše navade, kar se tiče uporabe teh sodobnih tehnologij, čim bolj v narekovajih zdrave. Ja, vprašanje je sigurno zelo na mestu, ne? Odgovor mislim, da je precej enostaven, mogoče celo bolj enostaven, kot bi se predvidevalo. Tako kot se v današnjem, v normalnem svetu obnašamo. Vsaj jaz tako mislim. Načeloma verjamem v to, da etika sporazumevanja, recimo, ki velja v vsakdanjosti, naj bi veljala tudi na spletu. Torej, kako naj se jaz obnašam, lahko rečemo tudi svetopisemsko, tako kot bi želel, da se drugi do mene, recimo. Ne? Je pa res, da je nekatere podobnosti ali pa nekatere povezave iz realnega življenja mogoče težje prenesti in si jih mi ne predstavljamo. V današnjem svetu je skoraj normalno, da zaklepamo vrata za seboj, ko gremo v doma, kaj bi to pomenilo na internetu ali pa kaj bi pomenilo sploh v računalništvu. A da zaklenem računalnik, saj včasih so imeli računalnik tudi celo res ključek za zaklenek. Verjetno je to nekako v povezavi z nekimi gesli, z neko zasebnostjo. Res pa je tudi to, da
večina uporabnikov nas ne pozna dovolj, kakšne so naše možnosti. V vsakdanjosti, če se želimo samo približno zavarovati, potem samo zapremo vrata. Tisti, ki ni povabljen, ne bo vstopil. Če se želimo nekoliko bolj, zaklenemo, če se želimo še nekoliko bolj, imamo varnostna vrata, naprej rešetke damo na okna in tako naprej. Na spletu prav tako veljajo pravila enaka, se pravi enak način obnašanja glede varnosti, je pa res, da so malo bolj razpršena. Vsako področje ima svoje pravila in kdo bo zdaj vse to obvladal, vse poznal, kakšne ključavnice so tam, pa nastavitve. In seveda je to potem velikokrat razlog, zakaj smo tudi tam razgaljeni, kjer ne bi želeli biti, ali pa zakaj pride do tega, da nekdo, ki ni povabljen, pride tja, kamor mi ne bi želeli. Jaz mislim tako, v osnovi zdaj, seveda bi lahko zdaj v vsakem področju govorili na dolgo in široko, ampak v osnovi, jaz mislim, da je zelo pomembno, da tam, kjer puščamo neke podatke, neke informacije, ki so za nas pomembne, da poznamo tudi nekaj osnov glede nastavitev, da poznamo nekaj osnov glede tega, kako je vse to vidno navzven. Se pravi, če mi na spletu objavimo nekje fotografije na enem, recimo, na enem delu našega nekega računa, je zelo fino, da vemo, ali bodo te fotografije videli samo tisti prijatelji, katere bom jaz recimo povabil, ali pa bo to videl cel svet. To mislim, da je neka čisto osnovna stvar, ki si jo moramo predstavljati in jo moramo poznati. In če je ne poznamo, potem nekoga vprašamo, prosimo za pomoč, pridemo na kakšen tečaj računalništva, zakaj ne. In tam bomo morda lažje doumeli, kako bi se zaščitili tam, kjer se želimo. Namreč to, kar si rekla, recimo v moji predstavitvi, seveda, naprimer, vsem znano socialno mrežje, Facebook, je eno izmed takih področij, kjer res naše informacije ali pa naši podatki gredo navzven z neskončno hitrostjo in to moramo vedeti, da tudi z namenom, ker nekdo želi s tem zaslužiti in točno od tega želi zaslužiti. Naša stvar je potem, da zaklenemo vrata tam, kjer se to da. Se pravi, obnašamo se tako, kot se obnašamo v realnem življenju, oziroma bi se želeli obnašati. Mladi danes pa večino časa namenijo temu brskanju po spletu, v bistvu več časa temu kot gledanju televizije ali pa druženju s prijatelji. Imenujejo jih kar, oziroma jih imenujemo kar net generacija, internet pa sodobno otroško igrišče. Gospod Lojze, a mislite, da mladi preverijo, kaj njihovi učitelji delajo na tem igrišču, oziroma kaj je v njih objavljeno? A mislite, da mladi vaši dijaki preverijo to? Da vslednja preverijo, ja. Da preverijo. Tudi ocenjujejo nas, ne imajo te ocene, čeprav niso ne vem kako množično torej po številčene, samo nas opazujejo, sigurno. Vas kdaj zaskrbi, kaj bo objavljeno, pa mogoče na to niti sami nimate dosti vpliva? O meni, mislite? Ja, kar konkretno. Ja, seveda. Da bi me čisto zaskrbelo, čeprav že v preteklosti imam eno tako negativno izkušnjo, čeprav ni bila vezana na internet, je bila vezana na časopis, ni bila neposredno z mano povezana, ampak s šolo kot šolo, ker so konkretno v nekem časopisu objavili novico, ki je bila čisto nasprotna tistemu stališču, ki je recimo naša šola takrat imela. Takrat me je tako preko zaskrbelo prav to vprašanje. Kako nas, kako mene, kako nekoga na šoli vidijo drugi. In takrat imam malo večjo še skrb.
Drugače jaz zdaj trenutno nimam ne Facebooka, ne Twitterja, oziroma torej ne nimam, nisem vključen v ta omrežja, čeprav me je že zasrbelo, oziroma so me povabili. Povabil dobim, skoraj vsak dan dobim povabila, ne. Verjetno enkrat se bom odločil, tako da hočem reči tole, da nimam torej, toliko možnosti, da bi se sam razkrival v svetu, ne. Imel sem svojo stran, pa mislim, da je na tistem strežniku je uhasnila. Imamo več spletnih učilnic za poučevanje matematike na naši šoli, pa na fakulteti, pa maile, ne, 3 recimo. Ne. Tako da, ko se tega tiče, ni take nevarnosti, ne, da bi moje podatke, torej jaz jih ne objavljam o sebi, pa o moji družini. Ne. Je pa vprašanje potem pa za moje otroke, ne, oni pa so tam. Ne. Za Facebook pa, ne vem, sem bil tudi žena mi predlagala, da pač, ker imam dosti komunikacij z mladimi, ne, da bi se dalo, tudi sam bi to izpostavil to prednost, ne, ker tisto, kar smo naredili s prejšnjo generacijo, ko sem bil razrednik, nismo šli skupaj to skupino na Facebooku, ampak smo si ustvarili Googlovo skupino, ne, tako da smo imeli interno razredno skupnost, ne, in smo debatirali, ne, tudi ob zakonodaji, ob volitvah je bila debata, ne, tudi kakšne šolske stvari so bile noter, tudi te stvari, ki jih, bi rekel tako, se pogovarjamo v odmorih pa v razrednih urah, ne, je bila tam debata, sem to bila tako vključena. Zdaj, letos sem spet po enem letu pauza, sem spet razrednik in zdaj razmišljam, kako bi to zdaj naredili. Ne, če bi šli na Facebook, torej tisto, kar mene zanima, me zanima ta efekt, ne, oziroma ta možnost, ne, konkretnega pogovora o določeni temi, ne samo objavljati stvari, ne, ampak tako, da postavimo tisto skupino manjšo, ne, da se nekaj debatira na tej normalni ravni, ne, človeški ravni. Ne. To skupino bomo sigurno vzpostavili, ne, tole razredno, kaj pa naprej, pa ne vem še. Ja, ste izpostavili to, da je internet prinaša določene prednosti, določene izzive, da prinaša tudi te možnosti povezovanja, boljšega sodelovanja, komuniciranja. Je tudi v bistvu nek pripomoček, kjer mladi v bistvu iščejo nove podatke, se učijo, iščejo nova spoznanja, stike, tudi od glasbe, filmov. Ponuje pa internet tudi kar veliko nevarnosti. Pater Silva, katere so tiste nevarnosti? Nekaj so bile omenjene že v kakšnih od prejšnjih številk vzgoje, če izpostavimo recimo pornografijo ali pa medvrstniško nasilje, zasvojenosti. Kaj menite, katere so tiste nevarnosti, s katerimi se mladi soočajo, kar se tiče sodobnih tehnologij? Jaz pač kakšno lahko menim, najbrž drugi poznate mnogo več kot jaz. Nekaj sem prisoten v vseh teh stvarih, pa vendar do neke mere. En podatek, ena konkretna izkušnja, da je bo pol leta nazaj, vsaj že je verjetno, če ne mogoče celo že malo več, tudi je gospa in da zamašal tukaj v pisarni in potem to zapiševa na men mašen, tako pravi, veste, že en mesec ni moje hčerke, kako ni vaša hčerke. Včeraj smo šli spat, same živiva skupaj v istem stanovanju, zjutraj preprosto ni. Grem v sobo, je ni. Njene stvari so tam, dokumenti so tam, potovalka je tam, čeprav ni pobegnila, da bi nekam šla, pa mi ne povedala, ker ti stvari so tam. Če bi nekam šla, bi vzela vse dokumente, če ne že vse neke osebne stvari. In ni. Pa vse, kar sem ugotovila, je bilo, da se z nekom dopisovala neznanim človekom za mene in sklepam, da je imela zmenih z njim in je ni. Nisem se, če potem zvedela sem čez mesec, 2, 3, da je potem zvedela, da je ta njena hčerka nekje v Italiji še živa, kar niti tega ne vedela, živa, ni živa, kako je to. Prvič sem se sečel na tak način, da sem rekel, to ni nekaj tam deleč, to je nekaj tle na nami. Ker srečamo, da so, rečem, čista ekstremni primer, ko gre za trgovino z ljudmi. Mislim, da tukaj šlo za nekaj vrsta trgovino z ljudmi, če ugrabitev ena punca, ki pač nekomu zaupala, imela nek zmenik in preprosto zginila od tega. Tak primer.
Druga nevarnost, če rečem, ta nevarnost obstaja, seveda tukaj, da jo ugrabijo s kakšnim namenom, kaj da tam počne, da jo ugrabijo zato, da pač bo gledal tisti človek, ne, ampak je bo prodal naprej, je bo upel v neke posle, ki seveda niso glih prijetni, ko postaneš potem sužen, recimo, za spolne usluge. Podatke, ki smo jih brali pred leti, kot objavili v vzgoji, bilo, kako vabijo in obljubljajo različne stvari dekletom iz Ukrajine, z Mačarske po slovenskim, za to, da seveda jih zvabijo in jih potem na nek način ukradijo in jih potem zaposlijo v to, če rečemo, spolno industrijo, če temu tako rečemo. Grobe zlorabe, to so prave suženstva v našem sodobnem svetu. Statistika, ko sem takrat bral, je bila pretresljiva pred par leti. Eno področje, drastično, tisto najbolj, ki me najbolj šokiralo letos, to je bila letos prva takšna izkušnja, zato tudi na nek način se potem vse govorimo, da to obstaja, da nekaj več naredimo, da nam sme biti vseeno, da se to dogaja okrog nas in našim ljudem, našim sosedom, pa ali pa tistim, ki so zavodalnici, vseeno, da vsaj zazamemo stališče, da se tem vsaj bolj jasno govori. Drugo, pred leti pač vsak teden bi to lahko bilo, pravzaprav, ampak tako, ko sem se prvič srečal že precej časa nazaj z zasvojenostjo z računalnikom, kot rečemo z računalnikom, kar ni z računalnikom, je verjetno bolj potem spolnimi vsebinami na računalniku. Nekdo v službi in ne more brez tega, ne? In seveda zato, kaj grozi služba, ali bo še imel službo, ne bo imel službo, kajti delo ni narejeno, ker tam visi tog časa in ne more, da ne bi. To je zasvojenost, da nas se malo več o tem že govorimo, tudi to, ki se s tem profesionalno ukvarja z pomočjo tem ljudem, ki so zasvojeni od teh stvari, da je kar nekaj bilo narejenih, ker pač stiske so velike. Še spomnim, ko smo pisali tole o pornografiji, ker spomnim, ko sem dotiskal pač nekaj podatkov in ena od stvari, ki sem jo takrat je bilo v Ameriki, kot pač vse stvari gredo malo prej tam, ne, tako deviacije in potem tudi pomoči, na nek način se ljudje zganijo, da nekaj naredijo na drugi strani, ko sta dva pastorja objavila, da bo v župniji Porn Sunday, da bo povabilo vse ljudi, ki so zasvojeni s pornografijo v cerkev, da spregovorijo o tem javno, da vsaj priznajo, imamo težave s tem. In seveda sta bila začudena, koliko ljudi je prišlo in začeli se govoriti o tem, se molili potem v ta namen in tako naprej. Eni so se zgražali, pa rekli, kaj zdaj, ne bom imel v cerkvi pornografijo ali kaj je to, ne. Zato ja, ali smo tiho ali pa nekaj naredimo. In da je problematika zelo obširna in velika. Drugo področje, ki seveda ga spet lahko odpremo bolj natančno kasneje ali pač po kakšne priložnosti. Mislim, da če ti rekla, ti je nekdo omenil medvrstniško nasilje, nasilno vedenje, zmerjenje, vedno znova spet in spet v pogovorih starših, predvsem včasih tudi kakšen od dijakov, ki jih srečam, ki jih zdaj manj srečujem, ker nisem na kakšni šoli, ampak kaj vse rečijo dijaki drugemu nekje na spletu, na nek način ponižujočih besed, agresivnih besed, seveda potem nekdo odprto, predvsem pa ker znajo šifre, ker se identitete lahko zakrije, ker potem lahko rečeš vse, kar hočeš. Pa rečemo, to glih ni tako enostavno. To, kar bi radi v vsakdanjem življenju, da se tam predvedemo in da to prikličemo do tam, ker se ti zdi, da se skrit, pa lahko rečeš vse, kar hočeš, ne smeš. Torej, tega poniževanja, šokiniranja in agresivnega vedenja medvrstniškega je tudi zelo veliko, meni se zdi. Ki pride na tak več način. Te zgodbe poslušam tudi spet in spet, saj v teh terapevtskih pogovorih, ki so pač takrat ljudje odgovarjajo te svoje bolečine. Do novice, ki smo jo bral v prejšnjem tednu, smo nekaj bilo na MMC-ju, da je pač učiteljica, ki je snemala v svojem zasebnem življenju svoje spolne prakse in se potem znajde vse skupaj brez materiala na spletu. Odkot, ne?
kako se to zgodi. Ona sama prav, da ni dala, kako je potem sploh prišla tja, kdo komu je dala, kdo ima dostop, nekje je imela shranjeno, očitno. In nekdo očitno ima še dostop do tiste, ki je imela shranjeno in ni bilo podključen, če bi rekel, s klemenom, ni bilo takni ključen, da bi lahko to zaklenila. Niso enostavne stvari. Torej, material, ki potem pride na splet, mladi objavljajo se, na Facebooku sem malo aktiven, sploh ne poklikam tistih prijateljev, ki bi bili prijatelji, niti do tega ne pridem, so tam vedno jih je več kot vse, kar še nekdaj pa kdaj, ko grem pogledati, ampak zelo, zelo malo, ampak vse, kar se tam dogaja, po eni strani sem bil, na začetku sem šel z veseljem tja, pa ko vidim, kaj vse se tam dogaja, pa mi je minilo, to je zdaj eno smetišče vseh vrst stvari in seveda veliko reklam. Ali bi zdaj kar tam bilo moje ime za vse te reklame. Zdaj, kad sem se zmeri tam, v strani pa imam takšen, ne čisto mirno vest, da rečem, kdo vse lahko prodaje s tem, da pa seveda tudi moje ime se tam pojavlja. Po eni strani res, da se družimo, pa lahko se nekom se poklepetaš, po strani pa ne vem, komu ljudje služimo. In moje ime zlorablja za neke svoje druge namene. Predvsem, ker pač to je postalo takšen prostor oglaševalski. In se mi vidi, da to je zloraba na nek način in to je nevarno, da naše imena uporabljamo za neko trženje nekoga, ki potem niti ne veš, kaj bi rad tržil in kdo bo kdaj kaj tržil proti moji volji in proti mojemu konsensu. Pa najbrž potem to vsak da lahko vpraša. Še veliko drugih mislim, pa mogoče za kakšno takšno bolj tisto osnovne. Pa se je za mene tudi tista najbolj šokantna stvari. Ja, lahko ugotovimo, da je tematika široka, kar se tiče prednosti in pa na drugi strani slabosti oziroma nevarnosti spletnega brskanja, spletne uporaba teh spletnih aplikacij oziroma sodobnih tehnologij. Če se pa vseeno osredotočimo na lik učitelja in na njegovo vlogo, predvsem v smislu, da je zato varno brskanje po spletu pomembno, da sodelujejo tukaj skupaj otroci oziroma mladostniki, če rečemo, ali pa učenci osnovnih šol in pa dijaki, če se omejimo na to starost, potem na drugi strani starši, šola kot taka in pa okolje. Če postavimo učitelja v to križišče, se pravi učitelj, otroci, šola, starši, okolje oziroma okolica, država, kakor jo vzamemo družba. Kakšna je vloga pri tem učitelja v tem križišču? Oziroma, Klemen, kaj bi ti rekel oziroma predlagal mogoče, če poveš kar par konkretnih predlogov, kako ne bi pa učitelji v odnosu do učencev, predvsem ta odnos, učitelj, kaj lahko učitelj da učencu za to varno vedenje? Kaj se tebi zdi kot, recimo, tistemu, ki je izvajal računalniške tečaje, pa verjetno lahko podaš vsaj, kar se tiče teh tehničnih predlogov, hkrati si pa bil tudi učitelj, imaš izkušnjo z učenjem, pa lahko podaš tudi nekaj mogoče bolj teh odgovornostnih predlogov, ki niso vezani samo na to tehnično varnost. Ja, jaz sem srečeval, mogoče bi najprej izpostavil, da sem se jaz kot oseba srečeval z različnimi izkušnjami skozi uporabo računalništva, skozi uporabo interneta. Mogoče tako za občutek, jaz sem bolj kot nekonzervativen človek. Se pravi, po svoje imam rad novosti, ampak po drugi strani sem precej zadržan do njih. Internet sem začel že zelo zgodaj uporabljati, ampak se mi zdi, da tam nekje za tiste stvari, ki so se mi zdele za mene sprejemljive, preverjene. Tako bi rekel, tudi na nek način bi priporočil učiteljem. Se mi zdi, da učitelji po svoje včasih, recimo, ne bi vas izpostavil, ampak se mi zdi tako super, je bilo to izhodišče,
bi šli po svoje na Facebook, po drugi strani se bojimo nekih, bojimo seveda upravičeno, nekih stvari, kjer ne bomo imeli več kontrole. Se mi zdi, da imamo učitelje, ki so pogumni, stopijo, ne, pa se včasih zavedajo ali pa ne, posledic ali pa katere so vse možnosti, kako vplivajo s tem tudi na učence. In so tisti, ki pač se tukaj zelo zadržijo nazaj. Ne. Zame, na primer, je bilo to izkušnja, ko predtem sem spet stopil v stik s šolo kot učitelj, sem se spraševal 2 meseca prej, a naj zdaj zaprem Facebook račun. Pa sem se pač odločil, da ga obdržim, ampak je pa res, da sem ga, mislim, da maksimalno zaščitil in se me ne najde tudi na Google. Ne. Se pravi, razen tistih, ki nekako pridejo kot moji prijatelji. Ne. Se pravi, mislim, da je zgled tisti, ne, ta prvi dejavnik, ki se ga moramo vsi zavedati. Pa smo to učitelji ali starši ali pa mogoče samo kot odrasli. In otroci ali pa učenci, če gledamo bolj konkretno, bodo tudi tukaj največ odnesli, jaz mislim. Učenci nas spremljajo, mi to vemo ali ne vemo, sigurno nas spremljajo. Spremljajo nas mogoče tudi na tak način, da preverijo, kaj se najde od nas na internetu, ampak spremljajo nas, mislim, da predvsem v našem vedenju, v našem obnašanju. Moj občutek je bil, da, ja, recimo, mene so seveda potem učenci sprašvali, vi ste tudi na Facebooku, pa kako pa to, ne, pa ono, pa kaj se najde o meni na internetu. Jaz sem poskušal nekako biti tako, ne zakrivati nečesa ali nekaj tacga, ne, ampak seveda biti iskren tudi do njih. In jaz mislim, da učitelj bi moral biti iskren do učencev. On nima prostora, da bo za neko šifro nekje se skrival, nekaj takega, ne. Ampak bi moral, jaz mislim, poznati nekaj, torej se izobraziti do neke mere, glede interneta, glede računalništva nasploh, in potem tudi to širiti. Torej, kako se jaz obnašam kot učitelj, potem kako vplivam, recimo, ali, naprimer, jaz sem videl med kolegi, naprimer, so zelo različna vedenja glede tega, kaj dovolijo učencem. Eni pustijo učence, recimo, med odmori, da grejo v računalnico in tam počnejo, kar želijo. Drugi nič, ne, zaklenejo. Jaz bi rekel, da je tukaj nekje vmes, ne, se pravi, vzamem riziko, sprejmem otroke, ampak jih tudi spremljam vmes, ne. Zanimiv se mi je zdel, pa ni tako samo za učitelja, ampak podatek Eurobarometra, sicer 2008, ampak da skoraj polovica staršev ničesar ne omejuje glede dostopa do interneta slovenskih, ne, staršev. Pri učiteljih verjamem, da je ta procent bistveno večji. To mislim, da ni prav. Ne mislim tudi, da je omejitev tista, ki je edina, ampak spremljanje. Se pravi, če jaz pridem, če sem odgovoren za otroke, ki so v računalniški učilnici ali pa tudi sicer spremljam, jih sprašujem. Otroci bodo povedali, če sem jaz odprt, če nisem samo kritizerski, tega ne smeš, tega ne smeš, ne, in tako naprej. Potem se mi zdi, da tudi povedo, kaj počnejo in lažje na ta način mi spremljamo. Zdaj, bolj konkretno je pa včasih zelo težko, ker kaj bomo šli mi na svoj Facebook profil, recimo, pa bomo otrokom pokazali, ne, kaj počnemo. Seveda, včasih je to zelo
je to možno, včasih je pa zelo nemogoče. Ne? Enostavno mi lahko samo na podlagi nekih svojih izkušenj nekaj povemo otrokom, ne moremo pa jim dati tako prijemljivih vedenskih, recimo, vzorcev, kot bi želeli. Se mi zdi, da za tak primer, in bi rekel za učitelja, da bi bilo to super, da vsak podpira tudi to, da se v šoli večkrat pojavi nekdo, ki pa bo to iz zelo strokovne plati znal pokazati, pa vseeno, da ima občutek, torej, da pride nekdo s kakšno delavnico, lahko to izkoristimo kakšen tehniški dan ali nekaj takega, pa je lahko to na neko drugo temo, ampak to tudi sproti nekaj dobrih istočnic glede vedenja, varnega vedenja na internetu. Mislim, da je področje zelo obširno, torej področje tega, kaj naj učitelj stori glede učencev. Jaz mislim, da učitelj se mora informirati. Ne? Mnogi učitelji se ne želijo, to mene ne zanima. Jaz tega ne uporabljam, interneta skoraj ne uporabljam, e-mail in to je to. In se potem niti ne želijo informirati. Jaz mislim, da to ni prav. Učitelj bi se moral informirati glede na to, kar otroci počno, torej generacija, ki prihaja za njim, ne on sam. In v znanju je moč, sigurno. Torej, če bomo mi tudi poznali nekatere stvari, se bodo tudi učenci do nas odprli in z nami delili. In takrat pa, ko enkrat vzpostavimo stik, takrat pa potem lahko nagovorimo jih, pa tudi na vzgled bodo upoštevali bistveno bolj. Torej, prakse med učitelji so različne? Ja, zelo, zelo različne, po mojem vedenju. Kaj pa lahko, gospod Lojze, šola kot kolektiv naredi kot preventivo na tem področju? Mogoče vaše izkušnje z vaše šole, ali pa kaj se vam zdi, tako, kaj bi šola nasplošno ali kot institucija, ali pa kot kolektiv, se pravi, učiteljev, kaj lahko na tem področju za preventivo se naredi, za varno vedenje? Najprej bi rekel, da se s tem, kar je Klemen povedal, strinjam. Ne? Tudi jaz, bi rekel, zdaj se karakteriziram z besedo konzervativen, ne? Tako da sem prišel do... Najprej moče, preden bi šel v to smer, bi sam par stavkov povedal o moji zgodovini seznanjanja z računalnikom in računalništvo, ne samo z internetom. Jaz sem končal gimnazijo leta 1976, ko se je začelo v gimnaziji uvajati ta praktična znanja in učiti o Fortran, nekateri vas če veste. Nismo imeli nobenih računalnikov. Na fakulteti je bil računalnik to v eni sobi, mi smo na kartice luknjali tisto in smo se usposobili za programirati s programskim jezikom Pascal in z vidika matematike, ker sem matematik, je to zame fantastično, ker jaz sem dobil orodje, s katerim sem jaz lahko matematične probleme reševal in tudi na dosti višji ravni, recimo prijateljska števila, ki je ta zanimiv matematični problem, se ga lahko potem v hipu spremeni, takoj se najde množica teh števil, ne? Torej kot orodje za reševanje matematičnih problemov. Potem sem prišel učiti, ni bilo računalnikov v šoli, jaz sem se zelo prizadeval pri ravnatelju in me je, pač je imel to politiko, da ko se je prišlo k njemu 5krat, potem je ustrego, ne? To je zelo dobra politika za ravnatelja, da se lahko učitelj teži, ne? Potem začuti ravnatelj, da je to res pomembna stvar, da ne bo tista stvar obležala nekje v omari, ne? To je super zadeva. In smo dobili te prve računalnike in jaz sem tudi kot matematik, smo kar precej uri imeli pouka matematike, ker sem pač tako, imam zelo rad matematiko, da se dogaja v razredu, na tabli, pa v zvezkih, pa učbenik, ampak tudi to možnost, ki jo nudi računalnik, kot orodje za odkrivanje, torej ta konstruktivistični pristop. In to je zame bilo fantastično. Tisti časi so bili zame, rekel, idealni za učitelja. Poudarjam, to so bili časi, ko ni bilo interneta. Potem je pa prišel internet. In jaz sem pripeljal dijake v učilnico in so bili takoj povsod druge, samo pri matematiki ne. Oni znajo stvari skritne, jaz sploh nisem videl, da so oni hkrati vedeli še 3-4 stvari. Ne. Takrat niso imeli še doma računalnikov, tako da je bilo to še večja stvar, ne. Tako da je bilo kar hudo. Tako da je bilo zame to eno veliko spoznanje. Potem sem enkrat sem učil na Ljudski univerzi tudi, popoldne sem prišel v tisto učilnico, ne, sem tudi njim pač pokazal tisti program Diraju
In ko smo prižgali računalnike, se je na zaslonih so se pokazale pornografske slike, ker nekdo je pač znal, ne, in je pač nastavil tako, da se je stvar tako. Potem tiste stvari se da zaščititi, ne, pač strokovnjaki so to zaščitili, da vsakič, ko se računalnik prižge, da se tiste stvari zbrišajo, ampak tako, ta preskok je bil zelo hud zame kot učitelja. Zdaj, jaz se potem nisem več upal toliko, tudi z določenimi razredi smo se zmenili, zdaj boste delali, potem pa 5 minut bo pa boste šli lahko na internet. Zdaj bo rekel tako, jaz sem pred 10 leti sem prišel učiti na to šolo, naprej sem druge učil. Problematika je enaka, ne. Zdaj se stvar umirja, ne. Tako da zdaj normalno delamo v učilnici, treba še zmeriti tistih par minut imeti, ne, pa hoditi okrog, ne, pa malo videti, spremljati. Vendar zdaj imajo skoraj vsi imajo doma računalnike in ta potreba ni tako prisotna, ko spet počasi prihajamo na normalo in sem spet bolj zadovoljen tudi z mojim poukom matematike, ker lahko mirno, svobodno potem rešujemo, se posvetimo matematiki, ni treba pač rešovati tistih problemičkov tam. Kar se tiče same politike, mislim, da je to zgled učitelja je zelo pomemben, potem pa spremljanje, to je zelo dobra beseda. Torej, na šoli imamo računalniško učilnico, med odmorom ni dostopa, ker je pač zaklenjena, niti ni take potrebe. Imamo pa v enem skupnem prostoru, mislim, da 5 računalnikov, ki so pa javno postavljeni, niso skriti. In ta filozofija se mi zdi pravilna za šolo, da so računalniki postavljeni na javnih mestih, da kdorkoli gre mimo, vidi. Isto velja tudi za dom. Ne. Jaz staršem na roditeljsko sestanku zmeraj toplo priporočam, ne dati otroku računalnika v njegovo sobo, ker bodo problemi. Ne. Ampak ne bo v dnevni sobi. Jaz ga še zdaj imam, pa jaz imam zdaj polnoletne hčerke, naš računalnik v dnevni sobi. In imamo še en kabel, tako da sta dva računalnika sta lahko hkrati. In se moramo še zmeraj, vsi smo v šoli, ne, vsi rabimo računalnik, in se moramo dogovarjati, ne, pač malo, kdo bo kdaj prišel, ne, ker nimamo pač onega wirelessa, ne, pač nimamo. Malo sem pozvratilen z nekim zamikom. Ne. Drugače, takrat na začetku so pa zelo navdušeni od računalniki, ne, in programi fantastični, ne. Torej, zdaj spet prihaja tisto nazaj. Kar se tiče politike šole, mislim, da je prav, da so računalniki prosto dostopni, vendar na javnih mestih, in pa da je naloga šole, da se dijake, otroke usposobi, da se jim da znanje, vedenje o tem, kako se zavrvati, kaj je tisto. Tako jaz pritisnem enter, kdo bo to videl. Ne? Ali bo moj podatek lahko videl potem tudi čez 10 let, ko bom prišel na pogovor za službo, ali bodo videli mojo sliko s pivo, ne? Še takrat, ne? In me bo takrat vprašal, ki me sprejema v službo, ne? Kaj pa do tisto tam, in zato mi bo naredil črtico in me ne bo sprejel v službo. To je treba, torej šola kot institucija dolžna dijake izobraziti v tej smeri. Kje vidite prostor za to izobraževanje? Nekega je v okviru predmeta informatika. Tam je, čeprav tam večina stvari je pač v uporabi. Delavnice, pač predavanja, specialne delavnice, strokovnjakove. Stvari so zelo, zelo zahtevne. Jaz recimo pač sem navdušen nad računalniki, vendar res jih znam uporabljati. Več pa ne znam, jaz v zadnjem ne poznam in to je zame hud problem. Ne? Torej, če bi se hotel, bi se naučil. Ne? Sam s tem si jaz predstavljam, da tudi za učitelja, ki ima malo ta negativen odnos do računalnika, zelo težko se lotiti dela z računalnikom, kaj šele potem te varne rabe. Zgled je, torej jaz si potem, takrat je bila potem možnost, ko sem tiste stvari so se mi dogodile, takrat sem bil na nekih izobraževanjih tukaj na zavodu in se je pojavila možnost kreiranja računalniške učilnice, torej spletne učilnice. Jaz sem takoj prosil in so mi dali možnost in sem kreiral učilnico za šolo, ne? Potem smo vsi učitelji matematike gor. Kaj hočem reči tam? Ponuditi dijakom neke druge aktivnosti, jih zaposliti konkretno s pametnimi stvarmi. Ne? In to je mislim tudi naloga učitelja. Da učitelj usmerja dijake v smiselno, pametno rabo računalnika. In to je velik del preventive. Da ne bodo potem samo sedeli in... Se vam zdi, da se učitelji zavedajo tega poslanstva, da so oni tisti, ki vzgajajo na nek način za varno e-vedenje? Tako bom rekel, ta naslov, ta tema je zelo pomembna. Ne? Vendar so tudi druge stvari, ki nam jih učiteljem nalagajo. Ne? Poleg tega, te teme, bi morali biti očetje in mame, ker je dosti družin razbiti, bi morali biti strokovnjaki za droge,
strokovnjaki za druge odvisnosti, tudi za učitelja je zelo težko. Torej, učitelja bi treba, in nekaj se dela tudi pri nas na šoli, da se usposobi in to zavedanje dvigne na višjo raven. Drugače pa avtomatsko pa nismo. To se strinjam, da smo premalo. Za vse odvisnosti tudi ne čutimo se usposobljene. Kaj narediti? Tudi če prepoznam otroka, da je nekaj narobe, kaj lahko kot učitelj naredim? In potem spet varstvo prvic, pa ono, pa starši. Zelo težki problemi, zmeraj več jih je. To se nam kopiči. Poleg tega, da imamo kar preprosto maturo na koncu, ker je pač najprej treba otroka navaditi. Prva vloga je seveda izobraževanje, šele potem te stvari, tako da učiteljem se nam nalagajo te stvari. Omenili ste starše, pa tudi to, da učitelji v bistvu pri tem poslanstvu niste usposobljeni na nek način. Pater Silva, kaj se pa vam zdi? Kako pa lahko učitelji pomagajo staršem pri tej varni ali pa zdravi e-vzgoji? Pa ne mislim tukaj našega časopisa elektronskega, ampak prav ta vzgoja za sodobne medije. Kako lahko učitelji pomagajo konkretno staršem? Tako gledam. Lahko pomaga, če učitelj samozaveščen, ker pomeni, če sam razmišlja o tem, če ga tem ni strah, če ga je samo strah, potem ne bo nič pomagal, ker pomeni, da niti problema ni odprl za sebe, ker bo še manj lahko komorkoli, ne dijakom, ne učencem, pa ne staršem. Če sam seveda je dovolj sproščen, pa uporablja in vidi problematiko in jo registrira in seveda ima izdelan nekaj načel varnega vedenja, nekaj etičnih načel, ki mislim niso samo tehnične narave, ampak čisto človeške, da nekaj prav, nekaj pa narobe. Tehnike seveda potem samo, da to pač tam delam, sicer pa v življenju sploh ene stvari ne smem delati, ene pa so željene in če imam tukaj, govorimo o učitelju, ki ima to seveda razvito, potem bo našel pot, kako to dati tudi drugim. In dijakom v razrednih urah, v osebnem stiku, v priložnostih med uro, ki se pač zgodijo trenutki ali na ekskurziji ali tako naprej v prostem času, ko se odpre debata. Ker ima stališča, potem bodo dijaki takoj videli, da se imajo s kom pogovarjati, ker ima stališča. Če nima stališč, se z njim je nezanimiv, ker pač niti ne zna odpreti računalnika, boji se ga, s njim kaj pogovarjati, ker ni človek, ki bi mu zaupal na tem področju. Isto pa so starši. Starši doma registrirajo probleme, težave, včasih imajo še večje strahove, kot so. Včasih so strahovi premajhni, pa bi mogli biti malo večji. Pa se jih ne zavedajo, kaj se je, ker so sami s seboj preveč zaposleni, svojo problematiko, družinsko, osebno, zakonsko, zaposlitveno, kaj s tem česo še. In seveda otroka niti ne vidijo, ne registrirajo. Pa spet, če je učitelj zaveščen, seveda stik s temi starši, z enimi bolj, z drugimi manj, seveda stika ima več s tistimi, ki so pozorni starši, ki že tako in tako skrbijo, to prijetno, tudi na tem področju nekaj več so osveščeni, ker tisti radi pridi v šolo, se pogovorijo, potelefonirajo, torej imaš stik s tistimi, ki so že osveščeni na nek način bolj, tega stika je več. Pa vendar, tudi ti starši, ki iščejo oporo, moč in sodelovanje, rabijo jasno besedo in jasna stališča. In mislim, da učitelj ima tukaj veliko vlogo in možnost, seveda, če ima to izdelano pri sebi. Jasno pa, da je toliko in toliko staršev, ki v šolo nikoli ne pridijo, ki kličijo in se ne odzovejo, in da najbrž zaradi svojih problemov tudi na tem področju ne bodo pomoč otrokom. V osebnem stiku, če rečemo čisto oblika, kje lahko učitelj kaj naredi, mislim, da je v vsakem osebnem stiku se da vedno dati eno sporočilo, kratko, preprosto, enostavno, brez predavanja, eno preprosto načelo, drugo preprosto načelo, kaj je varno, kaj pa nevarno. To rabimo minuto, pa minuto nekaj bo včasih, ampak preprosto jasno stališča. To je staršem veliko uporo, da potem imajo tudi sami oblikuje svoje stališče v odnosu do otrok in nekaj posedujejo. V tem osebnem stiku, preko telefona, preko osebnega pogovora. Na roditeljskih sestankih se da odpreti teme, seveda, če se problem pojavimo bolj, da je to razredu lahko problem, če ga zaznavajo, da temu posvetijo razredno uro.
tudi potem širše na šoli, to lahko seveda potem na predavanje za vse starše ali za določen letnik ali nekaj več, ker lahko tisti, ki je senzibilen, odpre senzibilnost še za druge in kolege, profesorje na šoli in seveda s tem povezani starše. Jaz mislim, da preko šol za starše to je lahko naredna tema. Jaz sem vsaj na 2 leti v različnih šolah za starše uporabljal ali to gradivo, ki smo ga uporabili, kako otroke zavarovati prek pornografijo oziroma različne vprašanja z mediji in medijske vzgoje. Mislim, da to sodi sem, da je to pomembno področje v šolah za starše, to lahko bila redna tema. Seveda, ni treba, da je to vsak učitelj strokovnjak, ampak da je na šoli nekdo, ki o tej temi lahko vedno spregovori, da pa spet ni treba biti vrhunski strokovnjak v računalništvu, da imamo nekaj etičnih vedenj, pa nekaj osnovnih kriterijev. To je od nič do tega, da imamo, seveda, od tam je še veliko potem razmišljanja. A sem še nekaj dodati, ko ste vprašali, kako konkretno pri nas na šoli. Mi smo na šoli sprejeli neka načela, ne samo v zvezi s tem, ampak temeljna načela vzgojne izobraževanja, rečemo na naši šoli, pa moto. Naš moto je geslo šole, z znanjem in srcem učimo razmišljati, spodbujamo k delovanju. Torej znanje in srce, torej ena uravnoteženost med vrednotami in znanjem, razmišljanje, torej kritično mišljenje tukaj, da v vsaki stvari se sproti s potoma kritično razmišlja, čemu je to potrebno, zakaj tako, in pač spodbujamo k delovanju, se pravi, skušamo, cilj šole je, da bodo naši dijaki torej znali delovati v družbi. To je na kratko moto razložen. Potem imamo pa 8 temeljnih načel. Prvo je pač učitelj, kot na prvem mestu je učiteljeva vloga, to je poudarjen zgled, pa še naprej našteto. Na drugem mestu so dijaki, učenci, ker je tudi na prvem mestu poudarjeno dostojanstvo otroka in pač otrok, torej dijak kot središče učnega procesa. Potem so starši, vključeni so starši v ta načela. Četrto je potem okolje, zdaj spodbuja taktno, torej primerno učno okolje in vzgojno okolje. In potem so še 4, ki so v bistvu povzetke tistih Delorovih 4 temeljev. Učimo se za znanje, za veščine, za skupnost in učimo se biti. In tukaj znotraj tega se vse to nekako najde. Tako da hoče reči tole, da se šola na tej skoraj najvišji ravni zaveda te široke problematike, v katero vstopajo mladi učitelji in starši. Vse skupaj. To potem predstavimo tudi staršem, tako da starši vedo, zakaj se na šoli prizadevamo in pač pozovemo, prosimo, da nam pri tem pomagajo, da smo skupaj. Z tega vidika lahko vidimo, da je vloga ali pa mesto učitelja v bistvu res nekje med šolo, med učenci, med starši, med okoljem in da je to mesto pomembno in da učitelj ima neko posebno poslanstvo tukaj. Kaj se pa lahko naše generacije, starejše generacije, kaj se lahko pa naučijo od mladih, ker mladi pa v bistvu s to sodobno tehnologijo rastejo, se pravi nekako že kar z njo, medtem ko smo se jo mi mogli priučiti. Kaj se vam zdi za zaključek mogoče, pa še ostali povabljeni, da povprašate naše goste kakšno vprašanje? Kaj se lahko naučimo od mladih, kar se tiče sodobnih teh elektronskih tehnologij? Jaz mislim, da ogromno. Sem si kar vzel besede po vrsti. Se mi zdi, da res veliko. Ne? Sigurno je recimo odprtost, neposrednost. Ne? Ko je nas imenovala kot starejšo generacijo, tudi za nas starejšo generacijo, ne? Je to včasih problem. Če pogledamo kakšno še starejšo generacijo, še večji problem. Ne? Spravi, današnji mladi ljudje tudi zaradi takih načinov komuniciranja znajo biti bistveno bolj direktni, tudi bolj odkriti, bolj sproščeni, bistveno bolj kreativni, bi rekel, tudi v komuniciranju. Ne? Če sam sebe pogledam, že vidim, da sem včasih kar tog. Ne? Kaj še ne, če greš na kakšno dolgocajtno predavanje nekam. Ne?
Sigurno je, recimo, če to že rečemo, glede komuniciranja, nas lahko mladi, se mi zdi, vedno nekaj naučijo. Če nič drugega, mlad človek, ne, se pravi otroci, mladostniki, imajo bistveno več energije in bistveno bolj tudi se odsrkajo, kar se dogaja od njih. In mi lahko potem, če imamo tudi mi neko kritičnost, že prej omenjeno, lahko se mi zdi zelo dobro potegnemo tiste stvari, ki so tudi za nas potem uporabne. Zakaj se ne bi pa mi naučili nekaj o internetu, recimo od mladih, ne? Zakaj pa ne? Meni je bilo recimo super, jaz sem imel eno tako izberno vsebino o računalništvu in vsak v celem letu, to je bil 6. razred, so prišli predstaviti, kaj počnejo najrajše na računalniku. In jaz sem se učil. Ne? In prav zares nekaj je bilo takih, ne, predstavitev, ko so me presenetili, ne, da jim je recimo neka, ne samo neke brezvezne stvari, ko bi jim jaz rekel brezvezne, naj mi oprostijo, ne, ampak da so recimo eni se tudi v kakšno igro zelo spustili, jih je zelo zanimalo, drugi v neke programe, ki jih jaz niti nisem poznal, pa so enostavni za uporabo, recimo. Pa rekel bi vsekakor to, da se lahko od mladih naučimo tega iskanja po informacijah. Bolj starejša je generacija, bolj je bila prisiljena v omejeno področje iskanja informacij. Zdaj mladi praktično nimajo meja, ne, če rečemo, da je internet brezmejen in se lahko glede tega marsikaj naučimo. Prej bi še dodal recimo temu, kar je Silvo tudi odgovarjal, kaj lahko učitelj, sem se spomnil vmes, ne, kaj lahko učitelj stori, da pomaga staršem. Je dobro vprašanje tudi, kaj starši lahko pomagajo učiteljem, ampak ta pričakovanje se mi je zdelo to zanimivo. Tudi po tem Eurobarometru iz 2008, ko sem ta članek pisal za vzgojo, pa tudi prej, ko sem kaj učil tudi glede varnosti na internetu, sem kakšnih takih informacij najdel precej. 90% slovenskih staršev pričakuje, da bi morali v šolah otroke bolj ozaveščati o varni rabi interneta. Se pravi, ali je učiteljevo vloga v tem? Absolutno. Absolutno. Pa tudi, če rečemo, to je to zdaj velik pritisk od staršev, da na nas na nek način ali pa na učitelje prenašajo svoje delo, ne, ali pa svoje naloge, ampak ja, vsekakor to je bil potem vsekakor ena od vlog, ena od nalog. Isto vprašanje, ne? Ja, lahko isto vprašanje. Mogoče še to, no, da se čedalje bolj uporablja tudi izraz Google možgani, predvsem pri mladih, ko naj bi v bistvu, ko so mladi navajeni, ko gledajo računalnik, delajo eno stvar in vsake par minut ali pa celo sekund se jim tukaj pojavljajo nove informacije. Se pravi, so navajeni dobivati v zelo kratkem času čim več informacij. In z tega vidika jim tudi v bistvu koncentracija pada, zelo težko so dlje časa skupaj zbrani. Mogoče vaše mnenje se s tem že soočate pri mladih ali ne, pa tudi res še isto vprašanje. Kaj se soočamo, ja, čeprav zdaj tako merskih podatkov nimamo, ne? Vendar, bom rekel, te generacije zdaj nove so te virtualne generacije, vizualne generacije, ki so sposobne ogromno podatkov nabrati, ne? Niso pa sposobne potem te stvari sintetizirati, kritično vrednotiti. Ne? Mislim, da tukaj prva naloga vse za srednjo šolo je prva naloga naučiti kritičnega vrednotenja in sinteze informacij. Ni problem zdaj dostop do podatkov, tudi do teh šolskih podatkov. To je vse tam. Ne? Problem je potem to sintezo narediti. Tudi ta Galimberti v tej novi knjigi tudi piše o teh bodočih inteligencah, ne? 5 jih je, in tam je tudi ta sintetična inteligenca tudi je dobro opisana. Zdaj, da ti otroci zdaj prihajajo drugačni. To čutimo tudi, res
ta koncentracija in hitro pade. Zdaj, potem šolski sistem je tako zelo tog, v bistvu, ne? Pač mi imamo test, tak je, in pač potem verjetno so nekateri neuspešni tudi zaradi tega. Nimamo pa to zadrži in reče, ne bomo uporabljali, potem smo zgubili eno vstopno točko do njih. Ne? Če se nam pogovarjal o internetu, potem je blok. Ne? In potem se nam tudi o drugih stvarih pogovarjal, ne? Ker smo jih izgubili. Vprašanje je bilo zdaj še o tisto prvo. Ne? Tako bi rekel, za učitelja je, ali se kaj naučim. Jaz pač, kar se tiče samega ozadja delovanja, zelo malo poznam. In, jaz sem se navadil, da kot res nečesa ne uspem, prosim dijaka in mi reši vse. To pa ni tako enostavno. Ne? Jaz mislim, da za marsikakšnega učitelja tudi težko priznati, da nekaj ne znam. Ne? In se potem rajši umaknem. Ne? Zdaj, naučim se, sigurno, tukaj ste vi rekli, prej iskreni so dosti bolj pa odprti, pa radovedni, takoj si upajo povedati vse, ne? Tega včasih ni bilo. Ne? Zdaj, a se od te lastnosti jaz učim od njih vprašanje, zdaj povem zaradi tega bolj, mogoče, to je tudi stopna točka spet za pogovor naprej. Ne? Tako da mene ni sram priznati, da ne znam, potem mi naredijo, ne, vse. Tako da potem imajo tudi enkrat smo imeli tudi, sem pač najboljši računalnikar na šoli, čeprav sam vem, da jaz poznam moče 10% tistega, kar oni znajo. Ne. Pač, tak je pol njihov odziv, ne, kad pač vidijo človeka, ki se pač z njihovimi problemi tako resno ukvarja. Ne. So pa tudi težave za učitelj, tudi za starejše učitelje, ni enostavno. Ne. Mi imamo nekaj izobraževanja in tako, ne, so stvari, ki niso, so nove izzivi za učitelje, včasih je kar težko. Ne. Zdaj, mogoče samo za zaključek, ravno včeraj mi je naš gospod ravnatelj dal eno gradivo, ki vabi na ta izobraževanja Ministrstvo za šolstvo, in tukaj je pač citat nekega strokovnjaka, Martin. Mene nekaj me je zadelo v tem sporočilu. Torej, kako do šole 21. stoletja spodbujajo izobraževanje učiteljev, to je vse v redu in prav, in ta citat se takole glasi, da so tisti, ki razumejo in uporabljajo pripomočke v bistveni prednosti glede možnosti uspeha pri izobraževanju, obeti glede zaposlitve in na drugih področjih življenja. S vsem tem se strinjam, da je treba mlade seznanjati samo, da so zaradi tega uspešnejši na drugih področjih življenja, to je pa zelo siromašno. Se pravi, pričakovanje, da če bo nekdo vrhunsko sposoben v računalništvu, da bo potem... Jaz se sprašujem zmeraj, bo rekel, na šoli pri nas, drug primer, se pojavlja zmeraj, kadar je vroče, bomo dali klimo. Ne? Se to je pač en mesec. Ne? Kaj s tem izgubimo? Ali drugače? E-redovalnice so, ne? Zdaj, mi je še nimamo. Ko bomo uvedli e-redovalnico, bomo nekaj pridobili, ne? Ampak razmišljanje, kaj bomo s tem izgubili? Izgubili bomo tisti pristan stik s starši. Z klimo, če uvedemo klimo, kaj bomo povedali? Ja. Izgubljamo stik z naravo, se pravi, vse podrejamo sebi, ne? Nič ne prepuščamo naravi, se pravi, torej, sporočilo je potem, človek si bo vse podredil sebi, ne? In se ne bo naravno prilagajal. Torej, vprašanje, kadarkoli gremo v neko novost, se mi zdi zelo smiselno, kaj s tem izgubimo, poleg tega, kaj pridobimo, ne? Kaj izgubimo. In tukaj se mi zdi ta poziv rahlo napačno smer. Mogoče še Pater Silva, kaj se vi učite od mladih? Mislim, da to je seveda vsak mlad rad priskoči na pomoč, če ga saj znaš vprašati. Tisti še dober računalničar. Ker če ne znaš vprašati, potem ti nam mora pomagati. Ne? Tako kot sploh v življenju. Ne? Če nekdo postavi pravo vprašanje, ta se pa že razume. Čeprav potem znajo sami 3x in 16 in 100x več od tehnike sami. In to mislim, da zelo drži, da so komunikativni odprti, da pač to del tega sveta, v katerem živimo, bolj odprt, komunikativen sam po sebi, ker pač te možnosti obstajajo. Po eni strani, ne? Po strani pa tudi res, da mladi po mnogih stvareh ne debatirajo, so tiho, ker so boleče, ne? To je pa druga realnost. Tega, da veliko povemo, ampak po strani pa vedno več iz tega, kar je skritega, kar so ranjeni, kar so prizadeti. Zato mislim, da imajo to obe plati sta resnični.
Kar se od mladih še lahko zelo veliko naučimo, je etika. Ne bo pač došalo, da pa starejši generacija ima etično načelo, oni pa imajo tehniko. Soda, mnogične tehnike imajo, ampak tudi na etičnem področju so izredno senzibilni. Mislim pa, da je ta dialog, pogovor o etiki mnogo preskromen, premalo časa, da bi lahko te svoje stališča izražali, svoje čutenja formulirali, da bi jih lahko prišli do izraza, da bi lahko tudi oblikovali še bolj na eno celotno šolsko skupnost, če smo pač v šoli ali družinsko. Tako. Mislim, da takrat, ko so soočeni z temi razmišljanji, so verjetno v mnogih primerih mnogo bolj tem počutni. Pač se spomnim primerov takšnih, kot so recimo zasvojenosti z internetom, ampak zasvojenost z alkoholom in podobno, ko smo imeli z enim razredom dolgo debato in cel večer ure. Ko seveda so mladi se pripravili tam za pijačo, kako bodo žurirali, ker pač nekdo je imel 18. rojstni dan in seveda hotel imeti svojo klapo in svojo in alkohola še in še. Slučajno je to bilo na Nemliku, ker sem tam bil, smo to odkrili in smo se seveda potem imeli odlično prilog za pogovor, ne za sankcije. Kaj si nekdo o tem misli? In je šel krog. In seveda najprej tisti, ki so bili prizadeti, so bili obrambni in seveda so samo obrambno seveda in zato vsi komentarji so bili pač obrambne narave. Potem pa gre naprej, potem pa bi ena dijakinja pravi, ja, vi ne veste, o čem sploh govorite. Jaz pa imam očeta, ki je zasvojen z alkoholom in vem, kakšna zgodba je in seveda potem mi začela to podati. Takšna tišina, ki takrat nastala, je ni bilo cel vikend, nobenem vikendu in takrat ni bilo treba nobenih sankcij, pa nobenih stvari, ker je tisto vrčevanje, potem se še druga oglasila s podobno izkušnjo, ko pa vidiš, kako raste iz stiska, iz tem in tisto pravo razmišljanje, kako je treba to seveda postaviti na svoje mesto in ni vseeno, daleč od tega, ker ne gre samo za šolska pravila, kaj se sme pa kaj se ne sme, ampak gre za življenjsko vprašanje, ker tukaj nekdo zelo trpi. Tam pa utihnejo in seveda zavzamejo svoje stališča, tako da pravno. In tam vidiš potem, kako je to nekaj tako pristno človeškega, človek ima svoje vest in zna ločiti, kaj je prav, pa kaj narobe. Zato pa moramo imeti tudi priložnost pa mesto. Lahko samo še mislim, ko sem zdaj med tem govorom utrnila, to se globoko strinjam, da so mlajša generacija zdaj je bolj ranjena oziroma občutljiva na etične vrednote. Tudi zaradi tega, ker tudi zaradi vse te tehnologije in pač sveta, v katerem se hitro živi, to ranjenost ali pa to občutljivost bi ločil tako na dva nivoja. Eno je to možnost pač zasvojitve s pornografijo, z drugimi zadevami, torej zasvojenost računalnika. To se mi zdi še celo malo lažji problem, ne, ker se ga da nekako, pa imamo že neke recepte. Drugi problem je pa ta nesocialnost med mladimi, ne, ker komunikacija preko računalnika, preko SMS-ov, preko telefonov se zgublja pristna komunikacija med mladimi, med osebami. Ne. In zdaj ta mlade generacije to primanjkuje. Ne? In so zelo občutljivi prav na te etične vrednote. Zelo čakajo pogovora, pristnega stika tudi z učiteljem. Ne? In dosti krat je tako, da smo edino učitelji tisti, ki lahko se potem pogovarjamo. Če nimajo še doma urejenih razmer, potem smo res tako, da je ta naloga, tudi pri nas na šoli se o tem pogovarjamo, ta naloga učitelja prihaja zmeri bolj do izraza. Zdaj, kot prej sem omenil oče, mati, ne v dobesednem smislu, ampak kot pogovor, ne, kot možnost, da se tudi izpovejo. Ne. Ta etična potreba je zelo velika. Ja, lahko ugotovimo, da je področje zelo široko, da smo se nekateri zadev le bežno dotaknili. Hvala gosta, da smo lahko skupaj razmišljali o tem področju, o tem, da so učitelji oziroma da ste učitelji ambasadori varnega vedenja, da je pri tem pomemben zgled, spremljanje, izobraževanje, se pravi učencev, pa tudi sebe, osebni stik, pa tudi refleksija. Se mi zdi, da ste kar nekaj misli in pa konkretnih predlogov izrazili in da je to tudi neka popotnica, ki nam ostaja od tega večera.